Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi z Društvom študentk poslovnih ved je Ladeja Godina Košir. Naša gostja je ena izmed vodilnih slovenskih in evropskih strokovnjakij na področju trajnostnih tematik in krožnega gospodarstva. Je ustanoviteljica in direktorica inštituta Circular Change, ki drugim podjetjem pomaga na poti krožne tranzicije, ter predsednica Evropske platforme za krožno gospodarstvo. Ladeja Godina Košir je prav tako, kot veste, bivša študentka ekonomske fakultete, ki jo je Evropska komisija uvrstila na seznam 23 EU žensk prihodnosti. Pozdravljena, Ladeja. Ja, prav lep sončen pozdrav. Ja, tako ja. Smemo vprašati, a si prvič na ekonomski, potem ko si diplomirala? Ne. Večkrat me zanese, sem v različnih vlogah, kdaj kot predavateljica, kdaj kot udeleženka kakšnih dogodkov, kdaj kot mentorica, tako da z to inštitucijo me vežejo trdne vezi in krožimo po tej krožnici že dolga leta. Ja, krožimo, ja. Tako. Kaj so pa tvoji najljubši spomini na študij tukaj? Najljubši spomini so mi ta neformalni del, moram reči, ki se ni dogajal v predavalnicah, ampak izven predavalnice. Mi zdi, da v tistih časih je bilo manj priložnosti za ta mednarodna sodelovanja, povezovanja in kot študenti, tisti, ki nas je pa zanimal svet že takrat, smo imeli, tako kot ste vi zdaj, društva in združenja, to vrstne ambicije in smo potem iskali možnosti, kje kakšne tuje goste pripeljati, kako še koga vključiti. Skratka, prebijali smo meje teh silosov, ki so vladali takrat in vladajo še danes. Ja, odlično. Zdaj pa, kot smo povedali že v uvodu, ful se ukvarjaš s krožnim gospodarstvom. A se je ta tvoja želja oziroma vizija, kam želiš iti v življenju, razvila že na faksu ali je to kasnejši proces? Ja, zelo zanimivo je. Jaz sem diplomirala pri profesorici dr. Iči Rojšek in sicer z diplomo, ki je imela naslov Dejavniki okolju prijazne poslovne politike. Aha, okej. Kar je bilo takrat sila pionirsko, zaradi tega, ker so me spraševali že med samo nalogo, ko sem pripravljala, kaj pa je to zdaj okolju prijazno in zakaj bi pa potem sploh morala podjetja se na to ozirati. No, in sem naredila tak vprašalnik, pač eno enostavnejšo, seveda, raziskavo, ki bi bilo zanimivo zdaj pogledati, ta podjetja, katera so še živa in katera ne. Tako da me je ta tema vlekla že takrat. Druga moja velika ljubezen je bilo pa trženje, marketing, oglaševanje in nekako to dvoje je bilo z mano že, ko sem bila na faksu. In potem v življenju naprej to nekako žongliram s temi istimi tematikami. In zdaj, ko si rekla, da si to pisala z diplomo, če bi morala primerjati, koliko kako globoko si morala raziskovati takrat, zato da si prišla do teh informacij? Lahko bi rekla, da so podobne situacije. Zakaj? Zaradi tega, ker tako kot se danes, mogoče je letos, recimo neko prelomno leto, ko so zdaj te zelene, trajnostne krožne teme res tako očitne postale, da podjetja sama se odpirajo za to. Ampak še leto nazaj, naprimer, se mi je pa zdelo, kot da smo bili kot ena sneguljčica, uspavana nad tem, da saj to je mogoče kako trajnostno poročanje tam na koncu ali pa kakšne bolj dobrodelne dejavnosti, kot pa da bi bil to nek core business. In sorodno je bilo takrat, ko sem delala diplomo. To razpoloženje do tega, da je to neka tema, ki lepo zveni in je za kakšne utopiste, ne pa za realne ekonomiste. Ja, se to ja. In zdaj, naprimer, koliko znanja si pa pridobila sploh tukaj na faksu v trajnostnem razvoju? Malo. Sploh, kaj naj rečem, da ta moja narava radovedna ni bila prav skladna z kulturo, ki je vladala takrat na tej fakulteti. Zaradi tega, ker jaz se skozi sprašujem in druge sprašujem in rečem, da ne vem in raziskujem. In v mojem času je bilo pa zelo zaželjeno, da si se skripte, ki jih je dal profesor ali pa profesor, se naučil na pamet. Tako da tisto sem se naučila na pamet, ampak od tega nič več ne vem, ker sem pozabila po moje čez 14 dni. So bili pa seveda profesori in profesorice svetle izjeme, od katerih sem se pa ogromno naučila in ki so me opogumili za to pot raziskovanja. No, in če še enkrat omenim mentorico mojo takratno Rojškovo ali pa profesor Kovač, naprimer, pri njemu sem delala to prvo diplomo, se pravi na višji stopni. To sta zagotovo dve osebnosti, ki sta mi odprli nekako srce za to, da zaupam temu, da sem na pravi poti. Ja. Tako, in koliko se je pa sploh govorilo na splošno v tistem času?
Krožno gospodarstvo. Ne, krožno gospodarstvo se tako ni imenovalo, ne, se je pa o teh zelenih temah, pa o trajnostnih, ne, tudi Club of Rome je takrat že, seveda, to je bilo 50 let nazaj, že ko so začeli o tem pisati in o tem pomenu. Tako da je bilo tudi kar nekaj te literature, ampak mogoče bolj na ravni recimo socioloških debat, filozofskih, a ne, in zato mene pol tudi zaneslo na podiplomskih študijih s sosedom, a ne, na sociologijo, kjer je bilo več nekih oprijemališč mogoče kot v sami ekonomiji. Se je pa zdaj zanimivo, ne, ta paradigma se spreminja, takrat smo ravno s profesor Kovačem veliko o teh ekonomskih paradigmah razpravljali in zdaj, če pogledamo, kaj se dogaja, ne, recimo Kate Rafford z njenim Donuts Economy, ne, in podobni, prinašajo nov pogled na to, kaj ekonomija v svojem bistvu je, in se mi zdi en tak dober čas, a ne, za prespraševanje tega, kaj ta veda dejansko prinaša in kje je prostor za kaj. Tako, torej vse je bilo prej bolj bazirano na teoriji. Pa si bo morala sama tudi po moje, kasneje, kot zdaj, raziskovati, kako pa to praktično uporabiti. Ja, jaz sem zelo nagnjena k praktičnemu in k vsakdanjemu življenju. To me je zanimalo, zato je bil tudi ta moj magisterij vezan na sociologijo vsakdanjega življenja. In vstopala sem v zgodbe tudi v tem svojem, da rečem, obdobju marketinškem, oglaševalskem, konkretno, spoznavala različna podjetja, različne blagovne znamke, različne poslovne strategije in to se mi zdi, da je izjemen kapital, da nisem vertikalec, se pravi, nimam pojma v globino, sem pa horizontalec, ki znam potem prepoznavati določene vzorce, povezave in tak sistemski pristop mi je lasten. Tako je, saj pač v trajnostnem razvoju ne moreš biti ubit v svoj fah, pa moraš pogledati vse zelo široko, pa ta interdisciplinarnost. Tako. A bi rekla, si ta interdisciplinarni pristop dobila že na faksu, kot si prej omenila z mentorjema? Z mentorjema ja, sicer sem ga pa bolj zaradi tega, ker me je takrat že toliko stvari zanimalo in sem počela še marsikaj drugega. Ne, hodila sam na fakulteto, ne. Ampak upravljala od tega, da sem inštruirala, bila hostesa v Cankarjevem domu, manekenka. Skratka, se srečevala spet z različnimi okolji, ki niso bila znanstveno naravnana, ampak zato vsakdanje življenje in izkušnje zelo dragocena. Tako da mislim, da to širino sem ves čas nekako poglabljala, ne, da nikoli nisem zapadla in zato tudi nisem ekspert za določeno področje. No, sej v tvoji liniji delanja, to tak in tak No, zdaj, ogromno krat smo že omenili krožna transformacija, krožno gospodarstvo, circular change. A lahko mogoče samo razložiš za naše poslušalce, kaj to je? Kaj je to krožno gospodarstvo? Ne? Ja, se to. Jaz rečem vedno, škoda, da se sploh bi zapletali v definicije, da ima to po načelu zdrave kmečke pameti pogledati. Kot je najbolje, ja. To je najbolj enostavno. Se pravi, pri krožnem gospodarstvu gre za to, da uporabimo tisto, kar imamo, na najbolj ekonomičen, racionalen, smotrn način. Zdaj pa, jaz rečem kmet v najboljšem smislu, a ne, to razume, a ne, kako bo delal svojo zemljo, kako bo delal z premoženjem, ki ga ima, da ga bo predal naslednjim generacijam vsaj v tako dobri obliki, če ne v boljši. To si želi vsak kmetovalec, če tako rečemo. Ne? Ali pa recimo lahko tudi rečemo, družinska podjetja imajo to nekako urejeno. No, se pravi, zdaj pa, če smo malo bolj, če pogledamo to linearno gospodarstvo, pa krožno, kaj je bistvena razlika. Ne? Pri linearnem ti vzameš določene vire, jih predelaš v neke produkte, jih uporabiš in zavržeš. Pri krožnem pa se začneš že spraševati, a bom nekaj sploh proizvedel, a rabimo izdelek ali je to lahko storitev. Ok, se odločimo, da je izdelek, zdaj imamo izdelek, ne vem, pralni stroj. Kako bomo zdaj naredili ta pralni stroj, da ga bomo lahko obnovili, popravili, vzdrževali, da bo trajal in na koncu razgradili komponente in te sestavine oziroma surovine ponovno uporabili. Se pravi, naj ne bi bilo sploh odpadka in naj bi se vsi viri zadržali v tem ciklu proizvodnje in potrošnje čim dlje. Zdaj pa spet, če pogledava nazaj, 50 let, jaz vedno dam primer moje babice, ona je imela, na primer, Boschov hladilnik, tisti, ki zdaj rečemo retro, s tisto ročko, ki je bil star že takrat, ne vem koliko let, 30 zagotovo, na katerem je zamenjala samo žarnico. Se pravi, ta stroj, ta aparat gospodinjski je bil narejen, da traja. In zdaj v zadnjih letih so pa stvari narejene, da ne trajajo. In zato se je nam ta, bi rekla, ta krožni princip gospodarjenja podaril. Podaril se nam je s tem izjemnim konzumerizmom, s to obsedenostjo, z višanjem, bi rekli, storilnosti, proizvodne. Tako da to ni nekaj novega. Če pogledamo gospodarjenje tako je bilo,
potem smo pa zdaj v zadnjih desetletjih, recimo 3, to pozabili. Tako je. In da se ti ukvarjaš v svojem delu bolj torej, da se spodbuja v krožno gospodarstvo podjetja ali bolj kot državne sisteme? Ja, pomembni so vsi deležniki, ampak zdaj konkretno za nas, kot Circular Change, mi delujemo predvsem na tem, bom rekla, policy making ravni, se pravi, en od takih naših produktov, grdo rečeno, so kaži poti za prehod v krožno gospodarstvo. Prvega smo naredili za Slovenijo, leta 2016-2017 smo to delali, potem smo naredili ga za Srbijo, sodelovali pri kaži potu za Čile, recimo, to je bila ena ekspedicija. Ja. Zdaj smo imeli ravno premiero kaži pota tudi v Črni gori, trenutno delamo za Kosovo, tako da to je en del. Drug del je vezan na različne evropske projekte, ki se spet ukvarjajo zelo z tem vsakdanjim življenjem, kot sem prej omenila, in tem, kako spreminjati življenjski slog, kako inovirati na tem področju. Potem delamo tudi z mesti, recimo za Ljubljano smo naredili vizijo do leta 2045 in konkreten akcijski načrt do leta 2026 za krožno transformacijo. Potem pa ogromno stvari tudi v sodelovanju z znanstvenimi inštitucijami. Jaz sem bila gostujoča predavateljica recimo na Japonskem, kjer smo pripravljali knjigo, ki je šla prejšnji teden, Kyoto Manifesto for Global Economics post-COVID. Torej, kako se ta ekonomija zdaj najprej obraža, zelo zanimiva taka obsežna publikacija. Potem nordijske države, z njimi tudi redno sodelujemo, z Nizozemsko. No, ta moj zapik je pa tudi Bruselj, kot si omenila, kjer sopredsedujem tej evropski platformi za krožno gospodarstvo. Tako da tam imamo pa tudi en tak dober pregled na tem, kaj in kdo počne v Evropi. Tako, zdaj, ko si omenila, da ste delali kaži pote, kako zelo globoko se moraš ti sploh kako globoko moraš skočiti v delovanje posamezne države, da lahko sploh izoblikuješ en kaži pot? Prvo, kar je, da dela se kaži pot za posamezno državo, ampak vedno moramo razumeti, kako soodvisni in povezani smo. Tako da po eni strani je banalno, da delamo to na ravni nacionalnih gospodarstev, ker že regija je premejhna, in ravno zdaj zaganjamo z Chatham House iz Londona inicijativo na globalni ravni. V Štokholmu bo predstavljeno zdaj v okviru dogodka Štokholm plus 50, ker je 50 let od prvih teh trajnostnih vsebin, inicijativo za globalni kaži pot prehoda krožno gospodarstvo. In zdaj, če se vrnemo nazaj na nacionalne, ki so potem elementi v tem mozaiku, seveda začneš s tem, da razpiraš in odkrivaš, kaj so neki potenciali določene države. Ampak vedno z tem pogledom, kako se lahko to upenja tudi v eno širše okolje. Je pa kaži pot seveda nekako kot ima v imenu, tisti, ki kaže tej državi, kaj so njeni potenciali, na kaj naj se opre, kje naj začne to krožno transformacijo ali pa kje mogoče so že ta semena dobro ukoreninjena. In kaj bi rekla, da so potenciali Slovenije? Ja, za Slovenijo smo prišli do področji gozdni sistemi. Namenoma uporabljam besedo sistem, ker mi gledamo gozd, to je drevo, zdaj pa sam ga bom posekal, pa naredil deske ali kaj drugega. Je pa gozd mnogo več. V gozdu recimo tudi farmacevtska podjetja zdaj iščejo surovine za zdravila, za ostalo, da ne govorim o tem, kaj se vse da z barvili delati in tako. Skratka, cel ta gozdni sistem, kaj nam omogoča. Potem je področje mobilnosti. Ves čas se pogovarjamo, tudi to so pa infrastrukturne vprašanja v Sloveniji, kako to reševati. Potem ta proizvodni sektor, tako imenovan manufacturing, tukaj podjetja številna imajo že to komponento in pa prehrambni sistem. In zdaj, če pogledamo, mi smo to, kot sem rekla, 2017 delali intenzivno na tem kaži potu, kako je zdaj ta situacija s covidom in zdaj s to vojno v Ukrajini potrdila pomen tega, da ti razumeš, kaj imaš in kako krepiš to neko svojo samozadostnost. Ker ne pomeni, da se hočeš odcepiti od ostalih, ampak ravno to, kje se lahko zanašaš nase in kje v sodelovanju z drugimi nekako plemeničeš to svojo vrednost. In če tega ne veš, težko živiš. Ja, res je. Ja. No, ko si rekla, da se je treba zavedati, koliko smo soodvisni. Sam pri takih kaži potih se pa začne tudi na najmanjši enoti. Torej, kako bi, če zdaj specifično povemo za ljudi, ko nas bodo poslušali, kje ti vidiš vlogo mladih pri krožnem gospodarstvu Slovenije? Prvič, vsak človek lahko prispeva.
to, da se potem skrijemo za tem, sej zahodna oziroma severna polovica sveta, ustvari večino problemov, južna polovica sveta je pa minorna pri ustvarjanju ogljičnega odtisa in tega, in kaj naj potem jaz na tej zahodni polovici sploh počnem, ker je itak že vse narobe. Vsak od nas lahko delno spremeni. Zdaj midve sva tukaj sediva in mava, recimo, bom dala primer, kaj počnem. Se pravi, nosim sabo tole stekleničko, zaradi tega, da si vodo natočem, da jo ne kupujem v plastenkah. Če bi pobrskali po moji torbi, vedno imam s seboj žakeljček za nakupovanje, se pravi, itak zdaj vrečk na srečo plastičnih nimamo več toliko, koliko smo se hitro odvadili, ampak recimo imaš svoj žakelj in gre. Potem greva k oblekam, tole je čudovita obleka, se strinjaš, Zelo. Second hand, Odlično. Recimo, jo je že nekdo nosil in zdaj je veselo. Ja, jaz nosim, vidiš smo. Tako, in nama nič ni nerodno. Tako da mislim, da je ogromno možnosti. Potem se peljemo s kolesom, namesto s čim drugim in tako naprej. Ampak vsaka ta stvar zmanjšuje naš ogljični odtis in prispeva k temu, da vsi skupaj živimo bolje. In trenutno, če rečem mladi, ker sem me vprašala, zakaj mladi? Zato, ker mladi ste tisti, ki naj bi bili, zelo odprtih glav, radovedni, eksperimentalni, postavljali tudi neka nova pravila in ene vrednote, ki jih vi cenite. In mislim, da je to moj nekak pogled subjektiven na celo to transformacijo v smeri trajnostnega in krožnega, da se vse začne in konča z vrednotami. Ja. Če imamo mi dve second hand obleke in si rečemo, sva frajerki, je fino. Če bi pa zdaj začeli, bogarjeva študent, kaj, nima denar, ti bi mene gledala, a tako nizko je padla. Potem pa nehaš se tako obnašati. In pa pridemo do avta. Jaz eno obdobje nismo imeli avtomobila, se nekaj bomo testirali zdaj s tem car sharingom. Moja najmlajša hči je bila čisto, mami, a zdaj smo pa tako revni, ali kaj, zdaj smo tako bogati, zdaj se lahko vsak z drugim peleš. Ampak to je zakoreninjeno v nas. Dokler gledamo na to, da je to odrekanje, da je to nekaj groznega, da gremo tudi zdaj končno recimo v trgovino, za obleke smo nekako napredovali, ampak centri ponovne uporabe, praviloma zelo žalostno izgledajo. In jaz, ko grem kdaj tja kaj kupiti, ki mi je všeč, tudi me kdo sreča, pa zdaj tam kupuje, ker je res precej, bom rekla, za enkrat, če to niso prostori velikih doživetij, ampak se premikajo stvari tudi pri nas v tej smeri. In ko bo enkrat to postalo lepo, dostopno, cenovno dosegljivo, družbeno sprejemljivo, potem bo to fino. In vi mladi ste tisti, ki za svojim vedenjem, izbiranjem, eno samozavestjo lahko to gradite. In se imamo pa vsi v redu. Tako je, sej konc koncev, tudi profesor Kovač zelo rad reče na svojih predavanjih, denar deluje samo zato, ker verjamemo v njega. Tudi v trajnost pa okrožno gospodarstvo je treba verjeti, da deluje. Vedno je tako. Tisto, kar, to je tista basa, znana o volkovih, kjer ga boš gojil, črnega ali svetlega. Tudi tukaj, ali boš sprejemal odločitve in vrednoto stvari po teh merilih, ali po merilih tako imenovanega konzumerističnega sveta. Ampak to ne pomeni, da se ti vsemu odrečeš. Prevečkrat je to vezano s tem, pa mora biti pa vse grdo, potem bomo pa šli nazaj v jame živeti, sploh ne. Tudi če gledamo, ne vem, zdaj, če se hrane dotakneva, se mi zdi, da ravno mladi zelo spreminjate to, kaj vam je pomembno, kaj jeste, koliko vam lokalna hrana pomeni, tudi več vegetarijanstva, pa ne mislim, da moraš biti vegetarijanc, ampak da recimo primer, za Slovenijo, zdaj, ker imamo ta projekt za PC Lifestyle, se pravi ta ogljični odtis kalkulator, za Slovenijo je najbolj zaskrbljujoče to na področju prehrane, ker povprečni Slovenec poje 90 kg mesa letno. Ja, se pravi, če mi malo spremenimo, ne, da smo vsi vegetarijanci, ampak jaz sem bila presenečena, jaz sem si mislila, za Slovenijo bo zagotovo mobilnost, kritična. Ne, prehrana. In zdaj nekdo, ki je zelo mesojet, je mogoče mesojet iz tega, ker nima neke izbire ali pa je najlažje tistega piščanca popeči. Ne, da ne bi hotel, če bi mu kdo naredil super solato pa dal, ne vem, gor malo čičerike, bi mu bilo mogoče tudi všeč. Tako da mislim, da je veliko priložnosti teh mladih. Tako je, pa tudi mladi se mi zdi, da smo zelo tankočutni za te podnebne spremembe, pa nasplošno za trajnostno življenje, ker nam je bilo to dano v zibelko, bolj kot ne. In definitivno se splača to izkoristiti, pa mlade še
še malo bolj spodbuditi v to, da je v trajnosti upanje. Ja, je upanje in so tudi poslovne priložnosti. Tako, in to se mi zdi tudi, če recimo z Nizozemsko dosti sodelujemo, tam tudi ta startup svet, naprimer, ni zdaj ideja, imej startup in ga v Silicon Valley čim boljš potem unovči, ampak je ideja, imej startup, ki bo pomagal zaposliti lokalne ljudi, ki bo prispeval k temu trajnostnemu, krožnemu načinu življenja, in zaradi katerega bomo vsi dobro živeli. Ne boš, ni zdaj cilj, čim več denarja in potem investicija v 15 jaht. Tako je, zaradi tega, kot si prej omenila, trajnost se začne pa končati z vrednotami in je pol tudi treba, da se vzgajajo take vrednote v mladih, da so stvari grajene, da delujejo dlje časa, da ni point, da pač nekaj zgradiš, pa takoj razpihne nekam v ne vem kjere višine. Pa mogoče tudi ta moment te skupnosti. Zdaj, ker nam je ta COVID pokazal, kaj smo pogrešali. Pogrešali smo drugega, druženja. Tako da, zdaj tudi sem slišala, da je koncertna industrija na vrhuncu, da še nikoli niso toliko prodali vstopnice. Se pravi, ljudje hrepenimo potem. In kaj ti skupnost ustvarja? Ne to, če si sam z nečem, ne vem, z svojim privat jetom letaš, ampak da si skupaj, da obrok priprave skupaj, da deliš stvari. Tako da mislim, da tudi to nas zbuja v to, kaj res šteje. Ja, COVID nam je veliko dal, iskreno. No, zdaj pa, torej, lahko bi se še o trajnosti pogovarjali ful dolg, ampak je treba še tudi povedati nekaj zelo pomembnega. Bila si uvrščena med 23 žensk Women for Future, ko je Evropska unija naredila seznam. In si tudi velika zagovornica enakopravnosti spolov. In v enem intervjuju si rekla, še vedno obstaja stekleni zid, ko se dotaknemo enakopravnosti obeh spolov. Ni bilo samoumevno vstopati v uprave, na ministrske položaje, vrhove. Računam na generacijo, ki zdaj vstopa na karierno pot, da bo modrejša, kot smo bile mi. Kaj točno si misliš s tem modrejša? Veš kaj, mislila sem, jaz sem tudi mama 3 otrok. In sem presrečna in zelo izpolnjena skozi to materinstvo. Ampak, ko sem šla po tej svoji karierni poti, bolj krožnici, ali spirali, kakor kaj drugega, jaz rečem žogica v fliperju, ki je metalo naokrog, sem imela sama pri sebi tudi to, jaz sem tudi mama, ali pa sem predvsem mama in želim za te otroke čas jim posvetiti in tako. In se nisem postavila, recimo marsikdo sploh ni vedel, da imam jaz te 3 otroke, kot da je to moja prednost. Zdaj vem, da je. Zaradi tega, ker ko imaš enkrat otroke, recimo, mislim, nekdo jih nima, pa je ravno tako, ampak hočem reči, da to ni hiba. Da ti ravno zato, ker imaš otroke, si odličen v time managementu, si bolj empatičen, ravno te vrednote, ki smo jih govorile, pridajo do izraza. Se pravi, recimo modrost, zdaj, če nazaj pogledam, bi bila v tej moji samozavesti na področju tega, sem mama in zato lahko sem tudi na neki poziciji. Tako sem pa rekla, bom sestavila ta svoj delovnik, okrog se sem delala stvari, ki so me izpolnjevale, ampak nisem pa tako stopila tja, ker bi morda lahko ta zid prebila, oziroma strop, ampak sem nekako kot ena voda tekla naokrog. In mislim, da mladi, zdajšnje generacije ste lahko v tem smislu samozavestne, ženske in moški, da če si nekdo zbere družino, ne mislim, da si jo mora, ravno tako je življenje izpolnjujoče tudi s tistimi, ki nimajo otrok. Ampak tisti, ki jih pa imamo ali pa jih boste imeli in tako naprej, pa to ne jemati kot eno hibo. In ravno tudi to voditeljstvo, tako opevano zdaj razne, kaj vse govorimo, taki voditelji, drugačni voditelji, jaz verjamem v to, kar sem prej rekla, v to skupnost in v to sodelovanje. Zato sem tudi bila imenovana zaradi ravno tega svojega povezovalnega duha. In če si moder, boš tudi si to ekipo tako sestavil, da kadar te ni, to deluje. Ne zdaj, en vodja in ko njega ni vse stoji ali pa nje ni vse stoji. Tako da ta neka uravnoteženost, zavedanje, da življenje gre dalje, tudi če smo mi malo umaknjeni, se ne bo svet podaril, ti daje potem mogoče tudi več tega poguma za umeščanje na neke te vodilne pozicije. In a si se v svojem karierni poti kdaj res srečala tako z pač to, da je bil problem, ker si bila mama ali pa ženska? Veš kaj, bolj kot to je mene oviralo, da sem kreativna.
Zame je bila to psovka. V enem obdobju, to sem javno povedala, tudi ko sem bila na delu, direktorica marketinga in oglasnega trženja, in v upravi smo imeli sestanke in razmišljali o novi strategiji, ne, in je za strani takrat nadzornikov, recimo, to večkrat preletelo, da je nehaj ti, ki si toliko kreativna. Se pravi, če si kreativen in razmišljaš out of the box, to že ne more biti dobro, a ne? Tako da, recimo, to mi je bilo zelo zanimivo, ne, in to se zdaj spreminja, ne, ker zdaj pa, ko gledaš, recimo, te študije, ne, katere lastnosti so najbolj zaželene, kreativnost, ne vem, inovativnost in to, ne. Mene pa to, ta neukalupljenost, recimo, je bila neka ovira, tudi v eni organizaciji, kjer sem bila tudi pol leta, so me želeli na vsak način prek teh headhunterjev in se nekam, nisem jaz prava za vas. Ne, zato, ker tako razmišljaš, kot razmišljaš, in ko sem prišla v organizacijo, se nismo mislili zares, ne, ko se je začela sprememba dogajati, ne. Tako da, recimo, meni je bila to, ne bi rekla, da ne spol, ne otroci, ne, ampak ta moj duh, no, in zato sem se jaz tako ujela v tem globalnem okolju, ne, kjer je pa ravno obratno, reče, we love your mindset, ne, in ni to, noben se tega ne boji, tako da jaz lažje plavam v tem velikem morju, ne, kakor v domačem ribniku. Ja, se to. No, ampak, naprimer, včasih, ko še posebej, če slišimo kakšne ameriške novice, pa te fore imamo feeling, da smo v Sloveniji ful na slabšem, kot v bistvu smo, ne. Ampak ti imaš pa še izkušnje iz Bruslja. Ja. In če bi mogoče morala primerjati ta nekako, to bo tak, ta vibe, ko pride na delovne mesto, ne, še posebej za enakopravnost spolov, Bruselj pa Slovenija, kaj bi rekla? Jaz nisem zaljubljena v ta Bruselj, ne, in predvsem že recimo arhitektura teh stavb, ne. Jaz, ko sem tja prišla, se in parlament in ostali te prostori tam na tem, v evropski četrti, ne, so narejeni, da se počutiš majhen, ne. In potem se tako, majhen. Potem imaš noter recimo te koridorje oziroma hodnike, tako da se zgubljaš. Jaz sodelavci pa se pa dobro, jaz vsakič z lifta stopam, ne vem kam iti, ne. Pa so rekli, mi smo nalepili plakate, veš, ti glej zdaj plakat, ne vem, zdaj sem zmislila, ne vem, konferenca o zelenih mehurčkih, ne, in boš prišla do naše pisarne. Se pa, je to normalno? Mislim, da za enega čisto v redu razgledanega človeka mora zdaj iskati, ne. Se pravi, Bruselj je meni bil bolj, mi deluje, ne, kot neka enota, ki zmanjša človeka, ne, posameznika na en tak minimum. Recimo, to mi je bilo meni zanimivo moje doživetje. Drugače pa potem je bila še to lomljenje ali pa kršenje pravil. Recimo, tudi tam sem dobila od Evropske komisije enkrat opomin, da sem preveč proaktivna, ne. Ampak zdaj, opomini obstajajo? Ja, te kličejo in rečejo, to pa nismo tako mislili. Zanimivo, okej. Ker v okviru te naše platforme Evropska je ustanovljena strani Evropske komisije in Ekonomsko-socialnega sveta. In ko sem jaz začela predsedovati, je bilo tako, da so sedeli oni na eni strani, ne, mi člani pa na drugi. In se čakajte, ampak to ni zdaj sodelovalno. Lahko mi najprej kako se bomo usedli, zamenjamo, ne, da se pomešamo, pa še če lahko imamo en flipchart, da začnemo risati, ne, kaj bomo skupaj naredili, ne. In je bilo najprej tako, to je pa zdaj čisto čudno, no, ampak recimo zdaj lahko rečem po 4-5 letih, da je to postala nekaj, zdaj grozno, nekaj se nismo videvali, pa se je to zgubilo. Ampak recimo so stvari postale sprejemljive, ne, tako da Bruselj kot taka, ne, če rečemo Bruselj, je seveda hierarhičen, ima svoja pravila in tako moraš se malo navaditi na vse skupaj, ampak ima tudi svoje razpoke, tako kot vedno, ne. In mene te razpoke vedno zanimajo, da potem nekaj drugega noter zaseješ, ne. Nisem imela pa recimo tega občutka ženske, mislim, da bi spet nekaj na podlagi spola bila ogrožena, celo obratno, ker so tako občutljivi tudi za te kvote, ne, in za to uravnoteženost. Je celo bilo pogosto, super, ker si ženska, ne, ker rabimo še žensko, ki bo govorila. Tako da je bila prej prednost za kakšne stvari kot ovira. Ja. No, odlično, cool. Zdaj, če bi morala se spomniti, ne, torej, kaj pa nasplošno delo v Bruslju, kot pa delo tukaj v domači organizaciji? Ja, jaz nisem zaposlena, ne, ta moja vloga, ki jo imam, ni zdaj, da sem jaz tam v službi, a ne, in je zato sem samo vedno en vezist med stvarmi, ki se sicer dogajajo, tako da nimam te neposredne izkušnje, kaj pomeni biti zaposlen. Imam pa to izkušnjo, kaj te, ki so zaposleni kot sekretariat in s katerimi sodelujemo, ne, kako delujejo.
in seveda delujejo skladno z vsemi bruseljskimi ali pa birokratskimi, tako kot tudi pri nas, ima vlada in druge inštitucije ta pravila. In to je meni z mojega seveda vidika strašna potrata virov. In vedno rečem, to ni trajnostno, ker koliko časa se za nekaj porabi, koliko ur, koliko postopkov, tako da to se mi zdi, da bi se dalo narediti bolj fleksibilno in bolj učinkovito z mojimi očmi. Zdaj, če se pa vrnemo malo na trajnostno, kako dobro misliš, da gre Sloveniji, ko prije do prehod v ta krožno gospodarstvo? Jaz mislim, da smo mi eni srečniki, pa sploh ne vemo, kako veliki. Zaradi tega, v kaki deželi in v kaki naravi mi živimo. To, da imamo toliko gozdov, da imamo pitno vodo, da midve s temi flašami lahko stekleničkami hodiva naokrog in jih polniva. To, da ne umiramo praviloma razen določenih predelih zaradi pljučnih bolezni, ki so povzročene z industrijo. Da greš na tržnico pa dobiš lokalno hrano, ki ima okus. Skratka, mi imamo ogromno enih privilegijev, ki se po moje premalo zavedamo. Kar je plus, je, da ker smo v to zeleno rojeni, nekako pa imamo že v svojem DNK-ju, da to imamo radi in da to razumemo, da to velja spoštovati. Tako da na tej ravni nekih državljanov mislim, da smo v nekem sožitju z naravo. Drugo je pa zdaj čisto na tej strateški ravni, na nacionalni, koliko je to vpeto v našo razvojno strategijo, tukaj bi pa rekla premalo in da smo zdaj zamudili v tem obdobju od, kar je bil Kažipot predstavljen 2017 do 2022, smo v primerjavi z drugimi državami tudi v tem delu Evrope naredili premalo. Zaradi tega, ker nismo delali sistemsko, da bi imeli in na eni strani podjetja, grejo svojo pot, ker je to zaradi konkurenčnosti potrebno, ali pa sploh, če si na mednarodnem trgu, na drugi pa zakonodaja zaostaja, te incentivi, se pravi, spodbude, niso ustrezno naravnane. Tako da jaz računam zdaj na to novo vlado tudi, da bo res zavihala rokave, pogledala, kaj je kdo že naredil, kje je naredil in ne začnemo še enkrat od začetka, ampak dajmo pogledati, kako to povezati. Se mi zdi, da je to tako, kot je ribiška mreža. Če jo zdaj skupaj potegnemo, bomo videli, da je že veliko rib ulovljenih in da imamo lahko eno dobro gostijo iz tega ven. Mogoče nas bo tudi ta malo bodoča, kot jo nekateri napovedujejo, kriza z energenti malo spodbudila, da gremo v drugo smer. Nas bojo spodbudile, upam, da se bomo mi začeli kot civilizacija ravnati drugače, ne iz nuje, ampak iz izbire. Ker ko to postane nuja, pa ni več tako lepo. Tako je. Zdaj pa se mi to zdi, da je tako ful lepa zaključna beseda, te bi pa vprašala še za dve stvari. Kaj bi bil tvoj nasvet za študentke, ki vstopajo na trg dela? Za študentke in študente, jaz mislim, da je za vsakega, da naj sledi tistemu, kar ga res veseli, srčno veseli. In kdaj je težko temu prisluhniti, zaradi tega, ker ti starši nekaj govorijo, profesori nekaj okolje pričakujejo. Se pravi, res se vprašati, kaj me iskreno veseli, in temu slediti, ker zdaj za vas poklici, v katerih boste morda sploh še ne obstajajo, delo, ki ga ali pa delovna mesta še niso skreirana, ampak če imaš ti kompetence, ki jih krepiš, če imaš to neko strast do tega, kar opravljaš, potem si lahko najboljši. In po izkušnji se vrata odprejo, pozicije narišejo, delovna mesta rodijo, skratka, ni se česa bati. To zaupanje v to, da ste na pravi poti, kadar sledite sebi, dajte gojiti študentke in študentje. Tako. Zdaj pa, torej, trajnost je tudi itak da fah prihodnosti. Tu se bodo še ogromno, tako kot ti sama rekla, pozicij odprlo. Kaj bi bil pa tvoj nasvet za študente, ki jih zanima ravno trajnost? Poglejte, tukaj žal v Sloveniji še nimamo dobrih programov za študij tega. Je pa zelo veliko tudi raznih ali poletnih šol. Letos bomo tudi na ekonomski fakulteti imeli prvič, Summer School, ta predmet. Ampak dajte pogledati, kaj je v okviru Erasmusa na voljo, ker je veliko stvari. Tako da to bi predlagala, da se dajte odpreti Evropi in svetu, poiskati najboljše vsebine. Zelo veliko se da preko YouTubea seveda brezplačnih vsebin najti in pol si pa zberite spet tisto, kar vas zanima z tega področja, za svojo magistrsko nalogo ali pa pol za doktorat in se dajte zapoditi v to, ker je pa zdaj res enostavno priti do vrhunskih ljudi, ker smo pa povezani preko sodobnih tehnologij. Tako je, hvala Bogu, imamo zdaj definitivno možnost, če te nekaj z njima se lahko vržiš v raziskovanje, pa narediš super. In ne vam biti neroden, ker ni neumnih
vprašanj. Tako, še posebej, ko pride do trajnosti, ko se Tako. skozi razvija, Vsi pa se se skozi učimo. širi. Ja. Tako. No, super, hvala, Ladeja, da si bila z nami. Ja, me veseli in čim več takih srčnih, trajnostnih, zelenih, krožnih in veselih študentk in študentov naj bo. Tako, hvala. Hvala.